medvedka je jedla, požrešnica. Tako je hitela, da se ji je v grlu zataknila kost. Zajavkala je: "Umiram, prijatelji, sosedje, pomagajte!" Sosed volk je slišal stokanje, pa je prišel pogledat. Kaj je? Au, v grlu se mi je zataknila kost. To pač ni taka reč. Se zgodi, če prehitro ješ. Popij malo vode, pa bo kost zdrsnila dol. Sem pila, ne pomaga. Poklical bom lisico. Ona je pametna. Volk je našel lisico in ji že oddaleč vpil: "Hitro, medvedka umira, kost se ji je zataknila v grlu." Daj no, ona! S trnom se zbode in že skliče ves gozd. Ni šala, hudo je, ko bova prišla k njej, bo gotovo že skoraj mrtva. Medvedka je bila še vedno živa, a zelo slabe volje. "Ne boj se, prijateljica," ji je rekla lisica. "Z medom bo šla kost gladko dol. Samo povej mi, kam si ga spravila." "Moj med?" je zastokala medvedka. "Moj med, misliš?" "Ja, kam si ga spravila? Preskusiti moram, ali je tiste vrste med, tak, da bo spravil kost po grlu gladko dol." Kaj bi, medvedki ni bilo všeč, da bi se kdo dotikal njenih zalog medu. A kost v grlu jo je tiščala, zbadala. Zato je rekla: "V votlem deblu za mojo kočo poglej, tam imam lonec." Lisica je lonec hitro našla in začela poskušati med. Mižala je, momljala: "Dober med, sladek, kar v redu. Ampak ali je prave vrste, ne vem. Je, ni? Medvedka je žalostno gledala, kako lisica poskuša njen med. Tako dolgo je poskušala, tako temeljito, da je ostalo medu le za eno žlico. Tisto žlico medu je lisica vlila medvedki v usta, nesrečnici se je zaletelo, kašljala je, krehala, kost pa se ni premaknila. Prijateljica, med ni bil prave vrste," je zmignila lisica. "Pokličimo Ježka, on ima zdravilne bodice." Ježek je prišel in rekel: "Medvedka, lepo trdno stoj, pritekal bom od zadaj, zbodel te bom v rito, ti boš na vso moč zavpila in kost bo ven skočila." "Bodi živ in zdrav, Ježek," je zavzdihnila medvedka. "Vidim, da se trudiš, ampak meni, ni mi všeč tako zdravljenje. Bo pomagalo?" "Ti samo močno zavpi, pripravi se, špik, špik," se je Ježek zagnal in kar močno zbodel medvedko. Medvedka je zarjovela: "Au!" Nič. Kost je bila še vedno v grlu, ta grozna, zoprna kost. "A se tako pije?" se je hudoval Ježek. "To ni nič? Tako kosti pač ne boš spravila ven." Posvetovali so se, kdo bi lahko medvedki pomagal, in so sklenili: "Pokličimo Štorkljo." Štorklja je prišla in videla vso nesrečo. "Bo šlo?" so vprašali volk, lisica in Ježek. Bo. Kaj pa dobim za nagrado?" je Štorklja vprašala medvedko. A nagrado bi, je zastokala medvedka. "Ja," je rekla Štorklja, "takole se zmeniva. Če ti izvlečem kost, me pogostiš s skledo sladke kaše. Prav? Dala ti bom vse, kar si boš zaželela, tudi 10 loncev medu za povrhu, samo da mi izvlečeš to prekleto kost." Štorklja je ukazala medvedki, naj na široko odpre gobec. Segla je s kljunom noter, dol v grlo in počasi, previdno izvlekla kost. Medvedka je kar zaplesala od veselja.
Nič me ne boli, nič me ne tišči, spet bom lahko jedla. Ja, dober tek, se je zasmejala štorklja. In še mene boš pogostila s skledo sladke kaše. Kaj? Se je zadrla medvedka. Ste jo slišali, prijatelji in sosedje? Vi ste mi ves dan pomagali in se trudili, volk z vodo, lisica z medom, ježek z vodicami, pa nihče ne zahteva nagrade. Ti, štorklja dolgokraka, si samo prišla, izvlekla kost in konec, v trenutku si opravila. Zdaj pa kar nagrado, nagrado, nesramnica, izgini, da te ne požrem. Štorklja se medvedke ni prav nič ustrašila. Od smeha je zašklepotala s kljunom. Ha, 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 medvedka debeloglavka. Če se ti bo spet kdaj kost zataknila v grlu, ti kar pokliči svoje zveste prijatelje in dobre sosede. Naj ti oni pomagajo. Mene nikar več ne kliči. Tako je povedala in odletela. Ali se je medvedki še kdaj zataknila kost? Upajmo, da ne.